Parlamentarne volitve 2022. Za poslanko državnega zbora se bo potegovala tudi Slovenjebistričanka Alenka Pušnik. Kandidatka Nove Slovenije v volilnem okraju Slovenska Bistrica se je predstavila na novinarski konferenci v ponedeljek 21. marca v prostorih gostilne pri Martinu. Sem Alenka Pušnik in sem tudi domačinka iz Slovenske Bistrice. V poklicu sem ekonomsko-komercialni tehnik in sem zaposlena v podjetju Pekarne Strnad. Sem žena možu Alešu in mama 3 otrok, ki so mi zelo oporo in mi dajo velik pogum. Stranko sem se pa spoznala preko staršev, saj oče je eden od ustanovitvenih članov stranke Nove Slovenije v Slovenski Bistrici. Tako sem preko njega spoznala delovanje stranke, politike. Stranka Nova Slovenija je zgrajena na 4 krščanskih vrednotah, ki so tudi moje osebne vrednote. To so dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost. Sama sem članica Nove Slovenije že preko 15 let. Vse skozi sem pa aktivno vključena v delovanje našega lokalnega okolja in območja, ker pa delam z ljudmi in dobim veliko pobud, želja, predlogov in iz različnih področij, sem se tudi odločila za kandidaturo, za poslanske stolčke. Rada imam tudi kraje, kjer živim in zanje mi ni vseeno in bi se rada si bom prizadevala, da jim lahko pomagam, uresničim vse tisto, kar naši ljudje najbolj potrebujejo. Tukaj mislim predvsem na poštenje, dobro in vsem dostopno javno zdravstvo, zeleni prehod na obnovljive vire in varovanje okolja. Predvsem pomemben pa je zame iskren dialog, prisluhniti ljudem in tako skupnimi močmi poiskati rešitve, ki nam bodo prinesle boljše, mirnejše, srečnejše življenje. Želim si tudi podporo v podjetništvu in predvsem obuditi turizem. Zdaj v teh koronskih časih je tole kar malo zamrlo, tu imamo ogromno potencijala v Slovenski Bistrici, tako da bi tem kar lokalnem in širšem območju omogočili malo lažje zaživeti zopet. V Sloveniji imamo čudovite in delovne ljudi, zato si bom tudi prizadevala, da bomo mladim nudili pomoč pri zaposlovanju in stanovanjski problematiki, ki je pač res problem, ter sposobnim nudili možnost za razvoj idej. Prizadevala si bom tudi za dobro družinsko in socialno politiko in podporo večjim družinam. Kandidatko je na novinarski konferenci podprl tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Druga prednost pa je to, kot sem rekel, zelo eksakten, lahko rečem najprej temeljni program, potem pa še posebej zasnovan volilni program, ki za Slovenijo, za naslednji mandat in naprej vidi 3 ključne izzive, 3 ključna področja, ki jih je potrebno naglasiti. In sicer, prvič, zdravstveni sistem. V Sloveniji ob današnji organizaciji zdravstva, ob tem, da si lahko vsak preračuna, da damo mesečno kar precej denarja v zdravstveno blagajno, ko potrebujemo storitev ali pregled, diagnostiko, dobimo najprej samo pravico do čakanja. In to čakanje je v največ primerih nedopustno dolgo. Glede na to, da denarja v slovenskem zdravstvu ni malo, smo v Novi Sloveniji prepričani, da ni problem v denarju, ampak v organizaciji. In če tega ne bomo naredili, bomo še bolj izgubljali številne zelo sposobne zdravnike, predvsem mlade, ki jih Slovenija izobrazi in potem žal grejo še posebej v bližini meje na sever iskati svoje karierne priložnosti, zato ker so tam neprimerno bolje plačani in pa predvsem bolj pametno obremenjeni, da so lahko tudi njihovi potenciali na dolgi rok uporabni. Pri nas pa na primaru zdravniki izgorevajo, mladi zdravniki so nemotivirani, ker so plače prenizke in zaradi tega imamo veliko težav v zdravstvu. Da ne govorim, da je sistem naravnan tako, da ni v središču pacient oziroma uporabnik tega sistema.
Druga točka, ki jo Nova Slovenija vidi, je dobro poslovno okolje. To je mišljeno v najširšem smislu. Po eni strani manj birokracije, hitri postopki, manj administracije, krajši čas do recimo odprtja podjetja, krajši čas do prejema gradbenega dovoljenja za podjetja in na drugi strani možnosti, da se bolje in bolj nagradi zaposlene. Številna podjetja bi bolj nagrajevala zaposlene, izplačevala višje plače, ampak je prevelik delež dajatev, davkov in prispevkov za državo. Tu smo v tem mandatu naredili velik korak naprej. Poslanke in poslanci so pred kratkim potrdili zakon o dohodnini. Eno izmed ključnih zavez Nove Slovenije, višje neto plače za vse, so s tem izpolnjene in v prihodnjih 3 letih boste lahko vsak na svoji plačilni listi videli, kolikšnemu delu davka se je država odpovedala in boste lahko to uporabili vsi prejemniki, vsi zaposleni za svoje namene. Mi pa na to gledamo v Novi Sloveniji kot na investicijo v bolj zadovoljne delavce, v bolj odprto gospodarstvo in nenazadnje odgovarjamo tudi na te težave na trgu dela, ki so, sicer veliko pomanjkanje kadrov. In še tretji steber, pomladitev Slovenije, več veselja do življenja. Torej odgovoriti na ključne izzive mladih, ko se postavljajo na svoje noge, ko začenjajo svojo življenjsko pot. Vemo, da mlad človek potrebuje vsaj 3 predpogoje, da se lahko odloči za družino, in sicer eno varno zaposlitev, eno dostojno stanovanje in pa, lahko rečem temu, družini, otrokom naklonjeno družbo. Parlamentarne volitve 2022.